Anton Krepek je avtor knjige Camino, poklon junakom tretjega nadstropja in človek, čigar življenje so zaznamovale nepredstavljive preizkušnje, saj je rak v njegovo družino zarezal kar 3-krat. A namesto, da bi ga ta trojna tragedija zlomila, je Anton v sebi našel neustavljivo moč in danes na svet gleda z optimizmom ter zanosom, ki ga srečaš le redko. Poseben čar njegovi zgodbi daje tudi dejstvo, da se na svojo dolgo romarsko pot sploh ni podal kot športnik. Daleč od tega. Tisti prvi težki koraki na Caminu so bili začetek popolne preobrazbe. Začetno negotovost je zamenjala strast do gibanja, ki ga danes namesto na kavču drži na strmih gorskih poteh. Fascinantno je opazovati človeka, ki je po vseh življenjskih udarcih ne le vstal, ampak našel žar v očeh in srcu, s katerim danes premaguje tako visoke hribe kot najbolj zapletene dnevne zagonetke. Njegova pot je živ dokaz, da se lahko prav v največji bolečini rodi najmočnejša volja. Če ima tako. Ampak, ja, Toni, Anton, dobrodošel v Moravčah. Lepo, da si se odzval povabilu. Rekel si, da si prvič v teh koncih, a ne? Da pa imaš žlahto ne del stran. A je tako? Res je. Ja. V Sevcah pri Litiji pod Zasavsko Sveto goro. Tako da kakle zrihtava. Hvala za povabilo. Čas mi je, da si me povabil. Z velikim veseljem. Tako, iskreno, res malkera knjiga se me je dotaknila, če sploh kera toliko kot tvoja knjiga Camino. A sem prav naglasil? Camino ali Camino, ali kako Camino. Ti naglasiš? Kar Camino. Kaj si iz Maribora, kako ti naglasiš? Kar Camino, isto kot v Španiji. Takole zgleda. Camino, poklon junakom tretjega nadstropja. Anton Krepek. To je to prav priimek, ne? Krepek. Ja. Nisi ga dal za namen te knjige? Ne, nisem se pripisal. Zapisala Petra Škarja. Da ne pozabim. Evo, pazi. Da takoj razčistimo. Nisem hribolazec, nisem športnik, nisem niti pohodnik. Če bi kdaj dobil žulj, niti ne bi vedel, kaj naj z njim počnem. V življenju še nisem prav perila, pa tudi razen pečenih jajc si ne znam pripraviti hrane. Brez cigaret mi živeti ni, prav tako ne brez kave. Upam, da je tale kakor toliko v redu. No, vsaj kavo si znam skuhati, še najraje s kavnim avtomatom. Če poenostavim, sem čisti amater za športne podvige. In pol gre ta amater za športne podvige, se pravi športni Jan Alfabet, gre na 831 km dolgo pot in jo prehod v 19 dneh. Zdaj pa, da se to zgodi, oziroma da si to bil sposoben izvesti, moraš imeti en konkreten zakaj. In kaj je bil tvoj zakaj, je bil tvoj motiv, da si šel na tako pot? Zdaj, ta zapis, ki si ga prebral, izvira tam nekje med 2018, na Camino sem šel 2019. leta. Res je, da sem ga prehodil v 19 dneh, 831 km tudi drži. Res je, da se nisem pustil sam sebe goljufati. Zakaj? Na Camino je dovoljeno, da si daš prepeljati svoj nahrbtnik iz točke A, iz tega alberga, se pravi prenočišča so albergi, zdaj ali so od občine, ali so od cerkve, ali so v privatni lasti, si jih lahko daš iz tistega alberga, kaj si prespal, do naslednjega prepeljati, ne. Takrat je bilo 5 evrov za prepeljati, ne. In že to bi mi bila goljufija, ne, če bi dal si nahrbtnik prepeljati, ker sem ga prvi dan nesel iz Saint-Jean-Pierre-de-Porta na Pirineje, pa potem na drugi strani dol v Španijo, ne, se pravi iz Francije v Španijo.
Jaz pa sem to potem, ne vem, drugi, tretji dan ugotovil, da je to možno, ne, ampak če sem jaz svoj težki nahrbtnik, ne, zakaj težki? Moj nahrbtnik je imel 17 kg, ne, po vseh standardih je to duplo preveč, ne. Če boš čital forume ali pa knjige, ne vem, o kaminu, ne, ti priporočajo vsi max 10% lastne teže, jaz sem jih takrat imel 85, ne, tako da to bi bilo nekje 8,5 kg, moj nahrbtnik je imel brez vode 17 kg, ne. Pa še računaj, da sem vsaki dan imel vsaj 2 plastenki po liter pa pol, se pravi še 3 litre vode zraven. Naletel sem tudi na dvodnevni vročinski val, ko je bilo 44 stopinj, takrat sem imel 3 plastenke, se pravi še dodatnih 4,5 kg, tako da max je bil pri meni 21,5 kg težki nahrbtnik. Ne. To pa je, Pri tvoji teži takrat? Pri mojej teži 85 kg. Ne. Pa to ni... In ta teža se je skozi ohranjala, ne, tega nahrbtnika? Ja, ne, tega ni... To ni prvi dan, 17, 18 kg, 20, pa pol vsakeč mrne. Finta je v tem, ne, da sem jaz tudi na kaminu zgubil, nahrbtnik je ostal, tako se rekel, nahrbtnik je ostal isti, 17 kg je imel vedno nahrbtnik. Ne. Zakaj? Zato, ker je večina stvari je bila sposojenih. Ne. In jaz nisem mogel nič od tega zavreči, kaj je bilo v nahrbtniku. Jaz pa sem težo zgubljal, ne. Po tistem vročinskem valu, kaj je bilo 44 stopinj, 2 dni, sem jaz, ne samo od tistih 2 dneh, ampak do takrat sem jaz zgubil 13 kg, ne. Nahrbtnik pa je ostal isti, ne. Ista teža, ne. Tako da ja, ne, kot zanimivost, ne, ja, vsak dan sem se trudil, da bi težo z nahrbtnika znižal, ne. Zato sem tudi vsako večer zložil vse stvari ven. Ko sem prišel v Alberg na svojo posteljo, ne, ki mi je bila dodeljena, oziroma ki sem si jo izbral, vse stvari ven in potem spet nazaj noter. Ne, in enega večera se res večer, ki me je menda najbolj nasmejal na kaminu, je bil ta, ko sem vse ven zložil in se ugotovil, ne, da nič ni za stran, zato ker je vse neke so stvari, ki jih rabim, drugo pa so stvari, ki so sposojene in jih moram potem vrniti. Tudi nahrbtnik sem imel izposojen, tako da če bi rad vedel, kak je športnik, sem jaz bil pred tem. No in potem se spustim, imel sem dve toaletni torbici, v eni so bile zdravila, v drugi kozmetika in kozmetiko sem vso potreboval, ne. Čeprav je bila v nekih velikih čudnih flašah, sprejih, ampak tega ne moreš razdeliti, ne. Zato sem se lotil zdravil, ne. In ne vem, tam imel sem lekadol, eno tablico lekadola za vsak slučaj, ne, če bo kaj narobe. In ugotovim, da ne rabim vseh 10 lekadolov za naprej, ne. In bom jaz to zdaj prerezal na pol, ne, pa bom samo si 4 vzel, ne. In spet tisto vse tako prelagam in ugotovim, da sem si znižal nahrbtnik za 6 lekadolov. Ne. Pa sem, ne, od 17 kg, kaj ti to tih 6 lekadolov pomeni, ne. Tako da sem se res, tisto večer sem se sam sebi nasmejal, ker enostavno ne, hočeš znižati težo, pa ti je max tistih 6 tablet. Ne. Pazi, ne, ker je eno od vprašanj, ki bi hodil po glavo pol za kasneje, pa bi ga lahko že zdaj vklopil, je, kako si sam sebi v tistih trenutkih ali pa kar dolgih obdobjih samote pa tišine nasmejo. Se pravi, tudi na ta način, da si šel čez sestavino nahrbtnika. Vsak dan ti prinese, ne, vsak kamino je... Res kamino je, ne vem, dosti krat rečem romanje srca in duša, ne, to je, da se, ja, so bili dnevi, ko sem jokal, tudi moški jočemo,
So pa bili dnevi, ki sem se od srca nasmejal, tudi dnevi, ko se sam s sabo pogovarjaš, ker se imaš marsikaj za zmeniti. Zdaj, mi, ko smo bili v vojski, bomo vedeli, kaj so pomenile tiste 2 uri na straži. Ne? V tistih 2 urah na straži si, ne vem, preletel svojo, recimo, celo osnovno šolo ali pa celo srednjo šolo, si lahko v tistih 2 urah, ko si bil sam s sabo, ne vem, na nekem stražarskem mestu. Tako da, ja, časa za refleksijo dosti. Tudi, ne, in zdaj, Camino, ne, če te nekdo takrat zmoti, ne, ko si ti sam s sabo nekje, ne, na nekem takem potovanju v preteklost, ne, se mogoče malo drugače odzoveš, ko iščeš družbo. Ne, tako da včasih je fajn, da si sam, včasih iščeš družbo. Jaz sem bil tak tu nekje, ne. A pol, vprost, da zadrž misel, ampak ne smem tega spustiti, to takoj omenjaš v knjigi, da so ti na začetku določeni osebki, ki si se podal na to pot konkretno, že tam, ko si bil čez Pireneje, so ti rekli, tep ne bo ratal. Je res, je. A kako te je to spodkurilo? Pa ne vem, spomnim se tega, kot bi bilo danes, tega Korejca. Ko zamižim, vidim tisti njegov nahrbtnik z vsemi našitki, ne vem, kaj obstajajo države sveta, kje ni bil po hribovjih. No in on me dohiti tam nekje na polovici vzpenjanja na Pireneje in hojma, nekaj par kilometrov smo hodila skupaj, ne. In ko on slišal, kako jaz diham, ne, jaz sem bil zadihan, jaz sem dihal ko ena stara parna lokomotiva gor v hrib, on mi po nekaj časa reče, ne, prijatelj, ne vem, če si ti sposoben to Camino prehoditi, ne. Priporočam ti, da greš nazaj, ker Saint-Jean-Pied-de-Port, ne, se pravi do izhodišča na vlak, pa odkot si prišel, ne. Sem rekel, prijatelj, jaz bom prišel do Saint-Jean-Pied-de-Port, do katedrale v Komposteli. Tako. Ker imam definitivno močnejši razlog, zakaj grem na to pot, ko pa ti, ne. In ja, ne, zdaj, ko si me uvodoma, ko si me vprašal, kakva je motivacija, kak je razlog, ne, da sem se odločil prehoditi to pot 831 kilometrov. Res je, prehodil sem jo v 19 dneh, načrtovanih je pa bilo 50 dni. Vzel sem si 30 dni neplačanega dopusta, pa 3 tedne svojega rednega dopusta. Tako da meni je bilo 50 dni za to pot, potem pa se je pač zgodilo to, ne vem, nas kar v življenju spremlja ta 19 in tudi tu se je zgodila zdaj 19 v 19 dneh, tako da motiv pa je bil pri 5 letih Matejovih, se pravi 2014 je moj sin Mateo zbolel za levkemijo. In ko smo se ženo oziroma ko smo se vsi trije znašli na pediatrični kliniki v Ljubljani, v 3. nadstropju, odtud tudi poklon junakom 3. nadstropja v knjigi, tudi naj uvodoma že povem, da smo se s Petro ob pisanju knjige odločila, da 10% se pravi od prodaje knjige namenima junakom 3. nadstropja, društvu junakom 3. nadstropja. No in ko smo se znašli na tem oddelku, sem sam sebi obljubil, da bom pa jaz, ko Mateo ozdravi, da bom jaz prehodil Camino. Čeprav takrat nisem imel blage veze, kje je Camino, kaj je Camino, koliko se hodi, koliko je dolgo, bom lahko hodil domov spat, pa drugi dan na naslednjo etapo. Glavno, jaz sem to nekje nekoč enkrat prebral, da obstaja Camino.
najstarejša romarska pot in zakaj ne? In ja, obljubo sem držal, 5 let od tistega spet 19. junija 2014, 5 let kasneje, se pravi 19. junija 2019, sem štartal ta moj Camino, v prvi vrsti posvečen Mateju, v drugi vrsti družini, v tretjem pa ja, vsem junakom tretjega nadstropja, tem junakom, otrokom, ki se borijo z rakom, tam v tretjem nadstropju, za zidovi, za okni, tiho, ampak res močno. Tako da, ja. In pol si na Cruz de Ferro gori si odložil Ja, to je trajalo. simbolično. To je trajalo. Ja, preden si prišel to sem že, ne vem, klical te, ki sem jih poznal, ki so že prehodili, ne. Kje je zdaj ta križ, da jaz odložim to naše breme, naj povem, zakaj sploh gre, ne. Vsak romar, ki se poda na to pot, je ob poti, ob tej francoski poti, je en kup, bom rekel, ne vem, če bom kaj pretiraval, če bom rekel 15-20 kamionov različnega kamenja iz celega sveta. Se pravi, vsak romar, popotnik ali kak pač se vsak sam sebe imenuje, najmanj bom rekel, da turist, ne? Ker turist verjetno niti ne pride do tistega križa, ne? Lahko pride direkt do križa, ne? Ampak namen tega križa je, da vsak, ki se poda na to pot, ima zraven en kamenček. Tisti kamenček je simbolično kot tisto breme, zaradi česar si se ti podal na pot, in tam pri tistem križu ga odložiš, se obrneš s hrbtom in greš in pustiš tiste skrbi, težave, ne vem, karkoli se ti je, zaradi česar si se podal na to pot, za sabo tam in greš brez tistega bremena naprej. In ja, dejstvo je, da je tam res toliko različnega kamenja, različnih barv, različnih oblik, da vidiš, da res so pred tabo hodili po tej poti res romarji iz celega sveta, ne, in to ne vem, v 100 tisočih, v 10 tisočih, ampak 100 tisočih, ne. Vsako leto to romarsko pot prehodi 300 tisoč ljudi, ne. Letos je že cifra tam blizu 400 tisoč, ne. Tako da, ja, to breme je bilo, ne, in en od tistih težkih dni, ne. Prvi dan je bil težki, ta 10. dan, ko sem odložil ta Pa jih nekje na polovici. kamen, in potem tisti, oziroma ne, 14. 10. sem dal prvi žulj, zato sem mi je nekaj ostalo. 14. dan, ja, na 600 kilometrov od teh 831 je ta križ. Ja, in to je bil kar težki trenutek, ne. Zdaj, predno sem šel, ne, sem Mateja prosil, da skupaj poiščemo en kamenček, da bi ga odnesel tja kot breme naše družine. In ja, ne, otroci, Mateo si je zbral tak za eno pest veliki kamen, ne, tako da sem... Ni bil veliki lekadol, ampak malo večji. Tako da je tudi kamen bil dodatna teža, ne samo psihična, tudi fizična teža v nahrbtniku, tako da je tudi takrat malo tisti kamen tudi težo in iz srca odvalil in iz nahrbtnika, tako da...
Ja, 10. dan, ne, ajde, če sem že rekel, žul, ne, 10. dan, ja, ne povem, ne, kakšen športnik sem jaz bil prej, da se vrnem, ne, vsi so svetovali, da moraš imeti, ne vem, koliko uhojene čevlje, pa gojzare, pa ne vem kaj, ne. Jaz sem 3 dni predno sem šel na Camino, sem si šel kupiti pohodne oziroma tekaške superge. Tako da, ja, po 10 dneh sem dobil žul, pa še to po svoji napaki, rekel, ker sem si samo nataknil, tako veš, ko da greš v trgovino, ne, in po kilometru 2 sem ugotovil, da mi pa je nekaj, mogoče neki kamenček, nekje noto stal, ne, ampak ni bil kamenček, bil je že žul, ne, tako da verjamem, da ga ne imel, ne, če bi si lepo zavezal, tako sem si tistih prvih 9 dni, ne. Tako da, ja. A veš, in ta uvod, nekaj sem ga prej prebral, ne, mrs koga posrka v branje, ne, če ne zaradi drugega, zaradi tega, opa, čakaj, ta človek, ne, ni... V navednicah ni bil zmožen prehod kilometra 2, 3, ne, brez da bi se utrudil, ne, gre zdaj na tako dolgo pot, pa še te žuli, pa vse to. Čakaj, a zdaj, a mu bo ratel, a mu ne bo ratel, koliko časa bo rabil, a bo res ves dopust, pa še dopust, pa ne vem kaj ponudil, da bo šel skozi. In ti to dejansko, ja, pol v 19 dneh zaradi tega grande motiva, ne, da je španščino vklopiti, dejansko prehodiš, pa tudi ti praviš, ne, da hribov in ravnin in tega razgibanega terena v življenju si ne izberemo, ampak je pomemben, kako ga prehodimo, ne, da je to en del tvoje filozofije. Zdaj, kako pa ti zdaj krmarš, skozi vsak dan na podlagi tega, kar si takrat dal čez, ne? Ker preizkušnja klele je bila v fizičnem smislu verjetno taka, a si bil predhodno že kdaj deležen. Za Švica, misliš? Ja. Ne, je dobro. Jaz sem v mladosti, ne povem, moja mama in oče sta oba delala transverzalo, ne. Ampak jaz sem tiste transverzale bil deležen bolj kot ne, takrat so še v hribe hodili s potovalkami pa z nahrbtniki, ne, tako da sem tiste transverzala se je takrat imenovala, zdaj je Slovenska planinska pot, ne, bolj s pogledom iz očetovega nahrbtnika ali pa iz potovalke, ne, ker sta me tako nosila, ne, ker sta bila zagrižena. Ja, in jaz sem potem, recimo, priprave moje, so bile, moja služba je bila 5 kilometrov oddaljena od doma, to so bile moje priprave, recimo, ne. Niso bile priprave, ampak jaz sem v službo včasih šel peš v eno smer, včasih v dobeno, včasih v obe, tja pa nazaj, in potem, ko so me spraševali, predno sem, ne, ko sem obelodano, da pa grem zdaj prehoditi, jaz Camino, ne, pa si pripravljen. Ja, kako pa naj bom pripravljen? Si ne moreš biti na Camino pripravljen, ti si lahko pripravljen na maraton, recimo ti laufaš, ne, in ti si pripravljen, ker veš, da si že zdaj prelaufal, ne vem, 10x42 km, se pravi, da si že pripravljen, da veš, kaj te čaka na, ne vem, 10., 20., 30., 40. km. Ne bo šel pa v sklopu treninga 800 km delati. Kako pa naj bom jaz pripravljen, ne? Jaz sem pripravljen toliko, koliko, ne, koliko sem hodil tam po prometnih cestah, po Mariboru do službe pa nazaj, ne, iz ene strani Maribora na drugo. Tako da, ja, ne, nisem si predstavljal, kaj pomeni prehoditi 10 km, pa se zbuditi, pa drugi dan 10, pa se zbuditi, pa spet 10, pa, ne, ampak pri meni ni bilo, ne, zdaj, če delima teh 831 km z 19 dnevi, pol vidiš, da je poprečje 43 dni, ne. 43 km na dan, 43 km kar je pa lihen maraton, ne, dober. Ja, ne, in ne znam si predstavljati, da bi
priprave imel take, da bi, ne vem, 5, 10, ne vem koliko dni, da bi hodil 43, pa 44, pa 43, pa 43, pa čakal, kaj se bo zgodilo. Ne? Poleg tega tudi Camino je nekaj druga, kot če bi zdaj ti tu po okoliških hribih, pa dolinah, ali pa ne vem, se odločil, zdaj pa grem proti iz Moravč do ali pa rečemo iz Goričkoga v Piran, ne? Ja. Ko že nekje poznaš pot, veš, kaj te čaka, poznaš jezik, poznaš kulturo, poznaš hrano, poznaš ne nazadnje, na vsakem kilometru lahko pokličeš družino, prijatelja, kogarkoli, čuješ, meni pa več ni, ne, daj prije po mene, ne, zdaj pa dežuje, ali pa zdaj pa mi je vroče, zdaj pa sem lačen, zdaj pa tako da priprave na Camino ne moreš imeti. Camino te posrka, pa sam pripravi na Camino. Ne. Če nisi, ne vem, ko smo se pogovarjali s temi popotniki, romarji, na Camino je vsak imel nek razlog. Ne vem, zdaj, če nimaš razloga, ali pa da boš rekel, zdaj bom pa jaz tebe spremljal, ne? Ker pač nekdo hodi zato, ker mu je, ne vem, veš, različni razlogi so, ko sem prej omenil, ne? Eni grejo recimo zato, da se odvadi kadit, drugi grejo zato, da bo shujšal, tretji zato, ker mu je nekdo umrl, pa si je obljubil, ne? Recimo jaz sem hodil zato, ker je Mateo ozdravel, ne? In sem si takrat zadal kot neko obljubo sam sebi, njemu na tiho. Koliko časa pa je ta borba potekala takrat? To je leto pa pol kar intenzivnega. Tretjega nadstropja. Kar intenzivnega zdravljenja, ja. Ne vse v tretjem nadstropju, nekaj tudi doma, ampak bolj ko ne si tam. Ja. Tako da oba z ženo smo takrat bila v bolniški, ker res je, da si marsikdo tega ne more privoščiti, ne? Recimo ima doma še drugega otroka, tretjega otroka, mi dva smo imela pač edinca, ne? Oba smo bila z njim, ne? In ja, na tretjem nadstropju se tako hitro zdravstveno stanje teh otrok spreminja, da v nekem trenutku je vse ok, ne? Zdaj bi nekomu javil, ti domov recimo, en partner doma, drugi je tam z otrokom, ne, bi mu javil, da je vse ok, da gre na boljše, ne, v naslednjem trenutku je lahko vse narobe. In tako je tudi bilo, ne, ko je bil Mateo klinično mrtev. Ne. Jaz sem samo dol šel pred bolnico na kavo, pa me je žena Biljana klicala gor, da je vse narobe. Ne? In ko sem prišel, sem videl to tisto oživljanje, adrenalin, celo zdravstveno osebje je tam noter, ženo prebledelo na drugi posteli, tako da res mora biti tisti starš, ki je sam tam z otrokom, res mora biti močen. No. Ker dostikrat se je zgodilo, da enostavno, če si ti doma, ne razumeš tega, kaj se dogaja tam. Ne? In zakaj nisi vprašal tisto, zakaj nisi doktorom rekel, zakaj nisi, pridi pa vidi, ne? Moraš biti tu, pa moraš sodelovati, da vidiš res, kaj se dogaja. Ne? Tam. Mateo je zdaj drugletnik. Mateo je drugletnik druge gimnazije v Mariboru, tako da ful zadovoljen. Kako pa on gleda na ta podvig tvoj? Glede na to, da je bil on on je bil zakaj? On je bil razlog za tvoj vsak prehojen kilometer pa vsak žul. Kako, ja. On je bolj se, ne vem, tudi od bolezni se mi zdi, da se vedno bolj, vsakim dnem se bolj distancira, da nekam poriva v ozadje, ne, da je to za njim, ne, se knjiga je v bistvu tudi nastala kot nek, jaz pravim, tisto naše prvo obdobje, ne, je bilo čudovito, lepo, fantastično, super smo se imeli, odlično smo se razumeli,
ne, in zdravje nam je sicer nagajalo, ne, zato pravim, ne bo ta knjiga kot nek mejnik, ne, med drugim delom življenja, ne, ki naj bo še bolj čudovit, še lepši, še bolj ljubeč, predvsem pa bolj zdrav. Ne. In, ja, Mateo, nekako se je. Ampak ne, ni še niti prišel do tiste faze, ko bi knjigo prijel, pa jo začel brati. Ne. Mogoče tudi prav, ne, sta dve junakinje, vsaj za dve vem, sta jo prebrale, ne, in sta podoživljale celotno zgodbo tistega, ne, ker je res, ne, zdaj tista moja pot, ne, moje kamino, pa naš kamino v tega zdravljenja, ne, je zelo lepo Petra to prepletla, te dve zgodbe. Sej, to bi te pa prosil zdaj, da pa poveš, kako je pa do tega sploh prišlo. Ker to je bilo, ti si že prehodil, a ne? Ja. Zgodba je bila že zapisana pač v tebi, v vas vseh. Kako je pa prišlo do tega, da ste se srečali s Petro, da je stvar šla na papir, da je zdaj v bistvu stvar izdana in prodana v tolikih izdajah in da je to takšno branje ratalo? Ja, eni pravijo, da jim je to Biblija, no, da ko imajo enkrat v hiši, da več iz hiše ne dajo. Ne. Jaz sem zelo vesel, ponosen, da je ne, če je knjiga nekomu pomagala vstati pa iti naprej v jutrišnji dan, je knjiga dosegla svoj namen, če samo enemu. Ne. Tako da, zdaj pa, ja, če se vrnem, ne, potem, ko smo mi dva knjigo pisala, ne, pa ko sem jaz tiste vse s Petro, ko sem jaz tiste vse mojo literaturo iz kamina prinesel zraven in gledam zdaj relief francoske poti, ne, prvo se spneš iz francoske strani Saint-Jean-Pierre-de-Porta na vrh Pirinejev. Na vrhu Pirinejev je meja med Francijo pa Španijo, potem pa se dol spustiš v Španijo, ne? In zdaj špic dol, ne? Pa gre kar tak, no, do Santiaga, v Compostela, ne? In takšno je tudi bilo zdravljenje, ne? Mateo zbolel, ne? Tragedija, ne? Potem na eni točki pa ugotoviš, ne? In to je bil tudi tisti prvi dan, ko sem jaz ženi rekel, glej, zdaj smo se znašli tu na tem oddelku, na nama je, da pozitivno razmišljamo, da molimo, da držimo pesti, energijo usmerjamo v to, vse ostalo pa je medicini prepuščeno. In to je tista točka na vrhu Pirinejev, tudi lahko rečemo, ki se sprijazniš. Časa tako ne moreš zavrteti nazaj, ne, moraš iti naprej. In vso energijo daš v to zdravljenje, tako pa isto tam, ne, ko sem jaz enkrat prišel na vrh Pirinejev, potem pa je pot dosti lažja, ne, in potem tako do Santiaga, ali pa v našem primeru do zaključka zdravljenja. Ne. Zdaj pa, kako smo se mi dva s Petro spoznala, ne, v tistem času, ko sem jaz prišel iz kamina, me pa je začelo še malo bolj, ne, jaz dosti krat rečem, ne, ti kamino prehodiš, ne, ampak potem začne kamino, ne, po vsakem hoditi, ne, in tudi tako sem jaz ga dojemal in vsakemu, ko rečem, res je, ne, ker nihče še, vsak bi se rad vrnil na kamino, ne, in in kamino potem hodi za tabo še leta, ne. In potem jaz preberem Petrino knjigo, valjda, ne, pač že imaš, ne, viš, na knjigi je napisano z rdečo barvo, kamino, ne, ker ko enkrat prehodiš, jaz pravim, nikoli več nisem napisal kamino z malo začetnico, ne, vedno z veliko, zato je tudi tu oboldano z rdečo kamino. Še mak. Res je, ne.
To pa je, mak pa kot simbol, ne, ta slika je čist slučajno nastala, ne, ampak žena Biljana se je zaljubila v njo, zato je potem, ja, tudi po mojem izboru, pa po vseh nekih, je bila izbrana med tistimi 2800 slikami, kaj sem jih naredil, ne, kot najlepša, zato je tudi tu na, ne. Mak pa kot simbol, ne vem, recimo ljubezni, rdeča barva, ne, življenja, in ko sem hodil tam po kaminu, tudi gledaš, ne, ta mak, ne, kak je krhki, ne, kak je vse tisto, kak je zgradba maka, krhka, ne, lepa, ampak v vetru, prispodoba, ja. v vetru, v burji, če hočeš v neurju, ne, on se giba, ampak vedno ostane potem. Ne, zato tudi, ne. En, ko me je špansko učil, ne, je rekel, ti sploh se ne zavedaš, kakva slika je to, ne. Ko sem enkrat objavil prej na Instagramu, ne. Pa rekel, veš, kako sporočilo je to, pokrajina, obzorje, pot, mak, v roki mak, pa poročni prstan na tvoji roki, ne, rekel, to je tako sporočilo močno, ne, in ja, mogoče je tudi naslovnica ponesla knjigo, ne vem, zdaj že, če se malo pohvalim, na Hrvaško, ne, se tudi bere v 1000 nakladih, ne, že, zdaj pa, ne, to moraš povedati, no. Ja, zdaj pa prijema spet na Petro, ne. In ja, nekega jutra Biljana je imela tako dinamično delo, ne, zdaj je bila doma, v naslednjem trenutku je več ni bilo, ne, ki si, samo sem še sporočilo lahko prebral, ne. In tisti dan je bila dogovorjena z Petro, da bo ta, ne, nekje je zasledila, da Petra pa ti odpre obzorja, kak knjigo napisati, ne. In oni dve sta bile dogovorjeni, na kar Biljani zazvoni telefon in je mogla, ne vem, nekam na obalo, ne. In zdaj meni ona na brzino med oblačenjem razlaga, Petra prije, ti jo sprejmi zdaj, ono, čaka malo, kjera Petra, Škarja. Jaz pa takrat, ko sem čital, razumeš, pač imaš neko spoštovanje do Bi lahko skoraj rekel strahospoštovanje. Strahospoštovanje, ja. Vse še spoštovanje imam še zdaj, samo zdaj me več strah ni, ne. In kaj se naj jaz zdaj s Petro pogovarjam, razumeš? Pa ti bo že nekak, ti se znajdeš, vedno padeš na noge, ne, pa vedno boš se zdaj tu iznašel, pa ne, mi samo, veš, nekaj je z nekom takim se srečati, ne, pa past na noge, ne, kot pa s pisateljem, ne, ker meni so takrat bili pisatelji, ne, jaz imam tam v Mariboru praktično soseda, Tone Partlič, ne, in ja, ne, druga, ko ga pozdravi tako spoštljivo na ulici, ga niti ne upam ga ogovoriti, niti, ne, še zdaj, ne, tako da, ja, straho spoštovanje, dobro si rekel, ja. In tako mi je bila isto Petra, ne, tam v tistem rangu, tam, dosti krat se spomnim tudi, ko je prišel na našo šolo Feri Lanščak, ne, tudi on je bil to gospod pisatelj, razumeš, ne, zdaj pa naenkrat bo Petra prišla v najino stanovanje, ne. In okej, ne, tako je bilo vedno, ne, v naši hiši se predvidevam, da je tvoj isto, ne, moja zadnja beseda, ne, prav imaš žena, ne. In tako je bilo tudi takrat, ne. In ti si vstal sam lepo doma. In jaz ostanem, ne, kaj naj druga, ne. Pa pisateljica na vratih. Pa v tistem pozvoni, ne, Biljana gre, ne, niti nisem imel možnosti, da bi kam pobegnil, razumeš, ne, Biljana gre, Petra pozvoni, ne, in zdaj Petra stoji na vratih in dober dan, jaz sem, ne, Petra, ja vem, ne, in zdaj se gledamo tako na vratih, kaj je Biljana doma? Ne, ni je.
no stopi noter. Zdaj, ne, tako si uvodoma prebral, ne, jaz sem bil takrat taki. Ne. Jaz nisem nekaj znal pripraviti. Ne. Kava iz avtomata in to je to. Kava z avtomata, ampak Petra še danes kave ne pije, ne. Ona pije čaje in to je takrat, ne, jaz sem upal, da si bo želela kozarec vode pa kavo, tako si ti meni danes dal. Ne. In ne, Petra meni, ne, ko vprašam, kaj bo, ona meni reče, zeleni čaj. Adija. Zeleni čaj mi je rekla, kam zdaj ne grem to iskat, kaj je to zdaj, zeleni čaj. Grem, pogledam tam v Element, tako vsaka družina, normalna, slovenska, ima kamilce, pa mogoče šipek, ne, in mi pravim, kaj je to zeleni čaj, kjer je od tega dvojega. Pravi, ne, pa vidim tam zadaj eno škatlo, pa je bila meta. Pa pravim, meta, še boš meto? Ja, pa daj meto, ne, Petra. Ok, sem se že odahnil. Petra sedi tam v dnevni, jaz pripravljam tudi čaj. Verjetno je bolj dolgo trajalo, ko bi kakva gospodinja kosilo skuhala, samo da sem pridobil na času, razumeš? Kaj naj se zdaj pogovarjam? Ja. Kaj se naj zdaj pogovarjam? Strateško si se lotil. Strateško, ne? Kaj se naj zdaj s Petro pogovarjam, ne? Ok, v nekem trenutku sem te mogel to čaj postrešiti, drugače bi že bil hladen, ne? Tako da ja, potem smo se mi dva, ne, sedima tam, nekaj časa smo se še gledala, ne, se tisti prvi obisk je trajal tudi 3 ure potem, ne, ker smo se potem, ko pa smo se začela pogovarjati, ne, o vsak svojem kaminu, ne. Pa smo v tisto najno skupno točko, ne, v enem trenutku Petra rekla, pa to ni za knjigo, to je za film posnet, ne, daj, pa še ti to tako znaš ubesediti, ne. Tako da potem je pri tem ostalo, ne, naslednjič, ko smo se dobili, niti nismo več se pogovarjali, ne, ko smo se dobili vsi trije, se niti nismo več pogovarjali, kaj bi Biljana napisala v knjigi, ne, ampak je pač pri tem ostalo, kaj sem jaz takrat razpredal Petri, ne, Petra je že takrat nekaj imela že celo filozofijo knjige v glavi, ne, tako da tak sem se jaz spoznal s prvo pisateljico v mojem življenju, ne, ja, lahko rečem, da smo postala skozi pisane knjige, pa tudi danes, da smo zelo dobra prijatelja, da se vsaj tedensko slišimo, ne, mesečno delamo predstavitve, trudimo se, da prodamo čim več knjig, da čim več dobrega dela naredimo, tako da tak je Petra prišla v naše življenje, ne? Pa naj ostane, naj traja. Ja. Hvala ti za tole. Tole sem rekel, tole moraš povedati, ker to si meni zadnjič razložil po telefonu in mi je bilo res na mestu to straho spoštovanjem, pa to je vse. Jaz upam, da se ljudje ne mene tako straho spoštujejo, ne, in da, ne, ti nisi, ne, vidiš, ti si takoj me kontaktiral, da pridi stari, ne, hočem te imeti v mojem studiu. Polka si me itak pripričal na celi črti in z vsem, ne, pa ko si takoj obelodano, oziroma ko pol vidiš, da kljub tej nepripravljeno, čez kaj vse si šel, ne. Ampak to je, zdaj smo pač en del velikih preprek in tudi zmage obdelala. Je pa tako, pa je moral seveda omeniti, da se je vaša družina v zelo kratkem času ne samo z eno težko diagnozo, ampak kar s 3 težkimi diagnozami srečala, ne? Res je, to smo tudi eni redkih družin, ki ne vem, to so trije različni raki, praktično v 6-7 letih, ne? Ja. Se pravi, potem, ko je Mateo za levkemijo, potem jaz za pljučnim rakom, potem pa še, ko sem jaz začel okrevati, pa potem še Biljana za rakom trebušne slinavke, ne, zbolela, tako da
Vsi trije raki so, ko smo šli na te genske preiskave, ne, niso dedni, niso, ne, so čist naključje, če lahko tako temu rečem, ne, sploh ampak čist slučajno, ne, da ne vem, kak je sploh odstotek tega, da se to lahko zgodi v eni tročlanski družini, da lahko rak 100% zavlada. Ne. Ampak še vseeno, ne, zdaj, ko smo mi dva z Matejatom sama, ne, Biljana ni uspela zmagati, ne, še vseeno rečem, da ga vodimo 2-1. Ne. Tako da še vedno smo, ne, naj tako ostane. Ne. Ja, in kako ti po taki seriji udarcev črpaš vse ta svoj optimizem, vso to volo, ohranjaš humor, se znajdeš, kako si sam rekel, vedno padeš na noge. Ja, kako ti to uspeva? Ja, res, mogoče je bil res ta Camino, ta neka šola. Ne. Camino ti da res, ti da ogromno. Ne. Recimo, ne, s Caminom je začel takrat, verjetno, ne, ko zdaj pomislim nazaj, me je Camino začel učiti sploh biti samostojen. Ne. V prvi vrsti samostojen. Ne. Tudi jaz sem edinec, ne. In ja, bil sem strani, z mamo smo živela sama in valjda, da sem bil razvajen. Ne. Potem je prišla Biljana v moje življenje. Nekaj časa smo vsi trije skupaj živeli, ne, pri mami. In me je potem Biljana začela razvajati, ne, da praktično ničesar nisem rabo jaz sam narediti. Ne. Veš, zgodilo se je kosilo, zgodil se je zajtrk, zgodila se je, ne vem, iz neke majice, ki si jo pustil, ne vem kje, na sedežni, na nekem stolu, se je zgodila čira čara, pa je ta majica naenkrat se zgodila zlikana v omari. Ne. Ni me zanimalo, kdo je vzel, kdaj je opravil. Ne, enostavno me je čakala v omari. Ne. In na Caminu, ne, ko si sam, moraš sam za vse skrbeti. Ne. Kaj boš jedel, ne, v prvi vrsti, kaj boš jedel, kako boš sam sebe vzdrževal. Ne. Ni to samo vzdrževanje higiene, je tudi vzdrževanje mišic, podplatov, ne. Noge morajo biti drugi dan fit, da grejo dalje hoditi. Ne. Poleg tega pa prehrana. Ne. Na Caminu v kakem albergu sem si tudi sam kaj pripravil, ne. Drugače večinoma pa sem preživel na zajtrke obvezno ob jajcih. Za večerje pa sem si kaj dobrega privoščil. Ne vem, eni pravijo, da je Camino, koliko stane Camino. Ne? In pravijo takrat, ne, ko sem jaz šel, pa verjamem, da je danes enako, 1 kilometer, 1 evro. Se pravi, toliko nekje porabiš, ne? Zdaj, recimo 800 evrov za teh 800 kilometrov poti. Ne? Zdaj, veš, če sem jaz zdaj prehodil, ne vem, na dan 40 kilometrov, sem si potem rekel, ne, zdaj, če je prenočišče stalo, ne vem, približno, rečimo, ne vem, 10 evrov, ne, še vedno mi ostane 30, ne. Veš kaj, 30 evrov, pojest, pa popit, pa še kadil sem, ne. Tako da sem si res lahko privoščil večerje, ne, org, ne. Če gledamo, 1 evro na kilometer. Tako da, ja, to, če sem hotel kavo piti, v kakem albergu si skuhati sam, ne, sem si jo mogel znati, ne, ni bilo. V enem je sicer bil Dolce Gusto, tam je cela štorija bila, da smo se zjutraj na tešče, da smo se vsi smejali,
vsi, jaz na oni strani, pa oni, jaz sem imel Viber skupino, ne, in v to Viber skupino sem napisal zjutraj, pa dobro, kaj mi lahko nekdo razloži, kako se da kapsula, v doti Dolce Gusto, ne, in to je bila to taka štorija, ne, jaz sem dal tam za tisto prenočišče, ne vem, 17 €, zdaj pa da mu razbijem tam tisti Dolce Gusto, da dam tisto kapsulo noter, ne. Tako da ja, kot da bi me življenje, kot da bi me ta Camino pripravljal na to, ne, da veš, na vzpone, padce, na slabo, na dobro. Jaz vedno, neki moj motiv je vedno v življenju, ne glede na to, kako se slabo ti zgodi, kaj se ti nekaj slabega zgodi, ali pa rečemo tudi dobrega, ne. Nikoli ne more biti tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše, pa tudi slabo ni nikoli tako slabo, da ne bi moglo biti še slabše, ne. Zato vedno rečem, daj poišči v tisto pikico, iskrico, drobtinico dobrega v tistem slabem, pa na tistem začni graditi tisto. Ne. In vedno, ne, tudi, ne vem, še v tak slabi stvari, ne, probam vedno tisti kamenček v mozaiku najti, ne, ker vse se zgodi z razlogom, ne. Zagotovo ni, tudi moj Camino ni bil kar nekaj, ne, in verjetno bom rekel, da je bila, ja, priprava za to današnje življenje. Mogoče sem jaz bil prej v življenju kar, ne vem, malo, rekel, vzkipljive jeze, ne. Zdaj, ko si bral knjigo, si videl, da sem ono čist mirno prenesel, ko je vlak iztiral na poti iz tako na začetku. Beatriza do Saint-Jean-Pierre-de-Porta, ne. Bilo nas je, ne vem, 200, 250. Tudi eden redkih, ki si noče vstal, pol, ki so že vsi ostali šli, pa kao bomo mi to peš. In to je bilo pot, kot približno tu med Zidanim mostom pa gor Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Sava, Renke. Na eni strani hrib, na drugi strani reka, nimaš kam, ni poti, ne. In ko je vlak zapeljal na Deblo, ne, se je tam ustavil, ker se je zagozdil noter med kolesa, sicer ni iztiral, ampak in tam, recimo, tam je bilo tisto nekako, ne, rad bi pomagal, vprašaš, če lahko pomagaš, vsi smo nekako bili, sočustvovali z strojevodjem pa kondukterom, ne, ampak potem po 2 urah, ne, tiste prijaznosti spoznaš, vidiš tisti pravi obraz, ne, ljudi, ne, potem pa so postali nervozni tam v tisti dolini, ne. Začeli so preklinjati, spravljati se na te, ne, prej so se jim smilili. Maske so popadale, začeli so, ne, gremo dalje, ne, vsi so vedeli, kaj se je zgodilo, vsi so čustvovali z njima, na koncu pa sta ona dva bila vse drugo, samo človek, ne. In ne vem, 80-90% jih je vzelo na hrbtnike, šlo po 2-3 urah iz tistega vlaka in po železnici naprej proti Saint-Jean-Pierre-de-Portu, ne vem, še 25 km je bilo do tja. Jaz pa sem ostal z njima, tam s tistima dvema, ne, kljub temu, se nisem znal nič zmeniti, bila sta Francoza, ampak vseeno mi je bilo, ne, kako za lahko ti in mogoče, ja, prej recimo v življenju bi jaz postopal enako, ko so oni, ne, mogoče že prej, ne, po 2 urah, ne. Tam pa potem, ko sem tisto zvečer se javil, ne, v tisto Viber skupino, pa sem videl, ja, kako sem bil presenetljivo, kako sem bil miren. Res je, da je bilo pred mano, ne vem, 50 dni dopusta, razumeš, pa da sem imel čas tam 10 dni stati v tistem vagonu, ampak vse so oni tudi imeli. Ne, onih 200 ljudi je tudi prišlo, ne, ker to so bili večinoma, ne večinoma, 100% je bilo tu jih z nahrbtniki, ne, se pravi, da grejo na pot, ne, se podajo, ne. No, ni vseeno, zdaj, veš, in to je bilo popoldne, ne,
ko tak ali tak doben ni tisti dan začel, ne, ker je noro je iti na Pirineje po noči, ne. Ne že samo zaradi tega, da se lahko zgubiš, tudi Pirineje imajo tako različno vreme, da ne nazadnje smo tudi na Pirineje mi izvozili medvede, ne, tako da, tako da lahko se tudi ja, in takrat, ne, že tisto, ko sem pisal, ne, pa res sem bil eden redkih, ne, iz celega sveta so bili tam na vlaku, pa jaz sem ostal miren, ne. Mogoče tudi to zdaj, ne, veš, me ne tak neke stvari, me ne vržejo stira na prvo žogo, ne. Tak. Wow. Ja. Kdo bi si mislil, ne? Meni predvsem to pride pol klelevo v spredje, še vedno tist kamenček, ne? Ampak tako, ki si prej lepo povedal, ne? Kamenček, ki ste ga videla zbrala, ni bil tak, ki so običajni tam kamenčki, ne? Bil ogromen, ne? In ti si tist kamenček, ne? Ja, pustil za sabo, ki je simboliziral veliko breme. Če ti ne bi takrat odložil tazega bremena tam na tisti točki in simbolično in tako, ne? Kako, mislim, mogoče te je že sam to pripravil prostor za tisto novo žalost, na kar se je odpiral pred tabo, da si bil zmožen sploh. Ja, ne, da nekaj zapreti, da si lahko potem odprl, ja. Ja. Ne? Ker zdaj, ko smo prej uvodoma rekla o tem Korejcu, ne, ko me je domov pošiljal, ne, prvi dan, sem ga jaz potem, ne vem, tretji dan sem ga jaz na ravnem delu, ne, jaz imam dolge noge, ne, pa kar hodim hitro, ne, pa sem ga tretji dan tam malo dalje od Pamplone sem ga prehitel, ne, pa samo smo se pozdravila v Buen Camino, pa ne, da se vidimo zvečer, ne, predvideval, ja, ne, da se ma videla, samo ni bilo več vzponov, tako da me ni nikoli dohitel, ne. Verjetno mu tudi ni bil motiv take ko meni, ne, tako sem rekel prej, ne. Ampak nekaj druga sem hotel povedati, ne. Že takrat, ne, ko sem jaz na tistem vzponu, ne, sem jaz imel skritega sopotnika, ne. Jaz sem predvideval, ker sem takrat zelo dosti kadil, sem predvideval, da je to od cigaret, ne. Če sem jaz, ko sem hodil kdaj na Pohorje, se spomnim, da je, ja, zaradi cigaret si težje hodil, ne, ampak potem na neki točki pa so se pljuča odprla, pa si lažje zadihal, pa si potem lažje hodil, ne, ampak tega odprtja ni bilo, ne. In ja, potem, ne, zdaj po 6 mesecih, kaj se je zgodilo, ne, jaz sem imel da zdaj malo preskočim, pa se potem vrnem, ne. Jaz sem na Camino šel z 2 željama. Jaz tudi vedno pravim, ne, pazi, kaj si želiš, ne, ker želje se rade izpolnijo, ne. Prva želja mi je bila, jaz sem večinoma delal v teh letih do Mateotove bolezni, pa potem tudi do Camina, ne, še, se pravi do Mateotovega 10. leta, Mateovega, popoldne ali pa po noči, ne. Se pravi, da smo mi bili zelo malo kot družina skupaj, ne. Žena je delala dopoldan, Mateo dopoldan vrtec, kasneje šola, jaz pa v službo, ne. In takrat, ko bi mi mogli se družiti, ne, takrat sem jaz bil v službi, ne. Ko sem prišel domov, ne, vse včasih se je prešvercal, ne, pa se je on naredil, kot da spi, ne, pa me je počakal, ne, da sem jaz prišel ob 10, 11 domov, ne, iz popoldanske službe, ne. Tako da prva želja je bila, da se nekaj obrne v službi, da bom jaz lahko več z družino, ne. Meni je družina, ja, mogoče tudi nas je bolezen bolj združila, ne. Nekatere je razdružila, ne, ker enostavno sploh moški smo taki, ne, ki tega ne prenesemo, da je otrok zbolel, ne. In kaj naredimo, ne, umaknemo se, ne. S tem pa še ženi naložimo ob tistih 3 vogalih hiše, še 4. vogali naložimo, pa še
otroka bolanega pustimo, ne. Nas je ta bolezen res združila, ne. Mi smo postali res Tim. res tim, Dream team. res tim. In to mi je bila želja, da smo skupaj več, ne? Da se več družimo, da smo več časa, kljub temu, da smo ga tistega, kaj smo bili skupaj, smo ga kvalitetno preživljali. Druga želja pa mi je bila, če še enkrat poseže rak v našo družino, da se naj spravi na mene. Ne? Zakaj? Zato, ker sem jaz nekaj že v življenju skozi dal, nekaj sem v življenju že pojedel, popil, ne? Zaužil nekih strupov skozi hrano, skozi nezdravo življenje, kakorkoli, ne pa pustimo ta primeru, ne. Lažje bom se jaz zborbal, ko pa otrok, ne, ker ko sem gledal tam v 3. nadstropju, kaj se dogaja s temi otroci, ne, da mislim, da ne vem, če obstaja kaj težjega kot to, da starš zgubi svojega otroka. Ne. In to je bila moja druga želja. No, in zdaj pa, da se vrnem nazaj k tistim 6 mesecev nazaj, ne, na tisto vzpenjanje po Pirenejih. Takrat sem že jaz vedel, da se nekaj, da nekaj pa z mojimi pljuči ni v redu. Ne, in takrat sem jaz imel že spremljevalca zraven. Ne. Po 6 mesecih so meni diagnosticirali raka pljuč, se pravi tumor velik 7x8 cm, tako ena pest je bil tu. Ne. Danes še vedno borbam, ne, ampak danes je 1x3, ne. Ne, toliko se je zmanjšal, tako da, ja, to je pa bilo tisto moja želja, ne. Ampak še vseeno vedno rečem, ne, če se je vrnil, sem si želel, da prije na mene, da se jaz z njim spopadem, ne, samo ne pusti še naprej Mateja primera. Ne pa na oba. Ne? Ja. Ne pa na oba. Ne pa na oba, ne. Ker žena se je pa mogla presekirati pa ne, za dva, na kvadrat. Ne. Ja. Ampak očitno je ne, tisto sekiranje, pa tista najverjetno, ne, zagotovo ni lahko, ne. Prvo, da ti otrok zboli, pol še mož, ne, pa ti to vse zraven gledaš, ne. Pol pa, da še naenkrat ti zveš za svojo diagnozo, ne, pa še tak zdaj pa, ne. Čeprav, ne, mi smo bili, tako si rekel, Dream Team, ne, mi smo se vedno pogovarjali, tudi Mateja v bolnici, ne, on je sodeloval pri vsaki viziti, ne, mi nismo imeli dobene vizite, da ne bi Mateo bil zraven, ne. Mogoče je tudi to razlog zdaj, ne, da hodi na drugo gimnazijo, ker je takrat po par dneh zdravljenja je on rekel, da bo hemato-onkolog, da bo pomagal otrokom. Tako da bomo videli, kam ga bo pot zapeljala, ne. Nekaj sem zdaj Ne, sej, jaz sem te hotel vprašati, tole vse prisotnost pa žene, verjetno še vedno čutil v bližini, je še nekako zagotovo vsak dan. Ja. In v domu, ne, in res pri vzgoji, in pri včasih prijajo taki trenutki, si nekaj zaželiš, ali pa nekaj ne znaš, ali pa ne veš, kje bi primo, ne, pa kje bi našel, ne, pa kar od nekod prije neka ideja. Pa ti pokaže, kjer čaj zagrabiti. Ja, ne. Ja, verjamem, no, da najo od nekje spremlja, pa da je tudi na najino življenje, pa tudi na ta mejnik, to knjigo zelo ponosna, ne, ker tisti, ki so jo poznali, ne, pa jo čitajo knjigo, ne, pravijo, da čujejo v knjigi njen glas, ne. Tako da,
Ja, ne, začetek knjige je bil z njo, ne. Do 17. dneva. Ne. Knjiga je razdeljena na 19 poglavij, 19 dni, koliko sem hodil. Zdaj nekako smo jo z lahkoto napisali, kar hitro smo jo napisali do 17. dneva. Pol pa je naša zgodba, veš, tako ko nekaj časa, ko so, če se spomniš, filme snemali, ne, si do nekega dela pogledal, ne, pol pa je bilo A, B, C, D, ne, kaj si boš zdaj zbral, ne, tako bi lahko to ta knjiga imela, ne, 17. dan, pol pa ne, vzemeš A, B, C, D, zaključek, ne. Tako da potem smo prekinili, ne, sploh s Petro, no, ker se je to tako vse hitro dogajalo, pa moja bolezen, pa potem Biljanina bolezen, ne, ker jaz, ko sem zbolel, pa ko sem se začel zdraviti, pa to valjda nismo več pisali. Potem, ko sem jaz bil na vrhuncu, ne, zdravljenja, potem pa je Biljana zvedla za svojo diagnozo, tako smo bili takrat, pa še korona je bila, tako smo bili bolj kot ne izolirani, ne, ker enostavno, ker pač moraš biti, ne, ker je imunski sistem ti spravijo na nulo, ne, da ga potem s kemoterapijami, da ga potem pa z obsevanjem, tako da vsak neki prehlad lahko povzroči pljučnico, pa potem pljučnica eskalira. Ja. Tako da, ja, no, potem pa ja, valjda se je zvedla za bolezen, ne, tudi Petra Biljanino, in smo bili, ja, valjda v kontaktu skozi. Potem pa po Biljanini, ko pa smo Biljano zgubili, pa sem potem v nekem trenutku rekel Petri, zdaj pa pridi, da to dokončamo, da to naredimo neki mejnik, da gre ta knjiga v svet, ne. Spomnim se tistega prvega dneva na oddelku, ne, ko ti porine, kolikokrat smo se z Biljano pogovarjala, ne, priješ tja z otrokom, pa ti porinejo knjigo, vsaj takrat je bilo to, ne, to je zdaj že 12 let od tega, ne, ko vaš otrok zboli za rakom, ne, in ti si zdaj sam v sobi, otrok v tisti poslici noter, ti zdaj s tisto knjigico, ona, tiste zdravnice, se spomnim, imate kako vprašanje? Ja, sigurno jih imaš milijon, ampak v tistem trenutku nisi sposoben niti ust odpreti, ne. In takrat smo si z Biljano tudi rekla, ne, kako bi bilo fajn, če bi nekaj imel, nekaj bolj mehkega, nekaj bolj takega zaprimiti, ko bi lahko prebral, ko bi ti neki nasvet, ne, danes obstaja to, ravno to društvo, kamu namenjam 10% od prodaje knjige, ki ti vse to razloži, ne. Mi dva takrat nismo imela koga vprašati, komu, ne. Zdaj ti ne poznaš ljudi, to ni tako pogosto, da bi otroci zbolevali za rakom, da bi poznal nekoga, ne. Čeprav je tega že, mislim, da na leto tam okrog 100 glavic teh otroških se znajde tam na tem oddelku, ne. Tako da, ja, kot neka opora tem staršem je bila tudi zasnovana, ne, da spet, ne, da v tistem slabem poiščejo nekaj dobrega, pridejo do one točke, ko sem prej rekel, ne, da se sprijaznijo s tem, ne pomaga jok, ne pomaga obžalovanje, ne pomaga časa, ne moreš zavrteti nazaj, čim prej se sprijazni, pa čim prej idi naprej, to lahko samo tebi pomaga, tvojemu partnerju, ne nazadnje pa oba delata za dobrobit otroka. Tako da. Wow. Hej, tole sem si pa zabeležil. Minljivost je tista, ki daje vrednost trenutkov, si zapisal. A danes, recimo, kavo piješ drugače, kot si jo leta nazaj.
Ja, zagotovo. Zagotovo. Zdaj, prva asociacija na kavo pred 10 leti ali pa danes je to, da takrat si nisem predstavljal niti cigareta brez kave, pa niti kave brez cigareta. Tako da vedno je bil... Oboževal sem cigarete, jaz sem kadil nenormalno in pri vsakem cigaretu sem jaz sam sebe vprašal, pa dobro, kdaj boš nehal, pa vse to ni več normalno, več nič se ni dogajalo brez cigareta, in ja, danes jo pijem z užitkom v primerjavi s takrat, takrat sem jo verjetno z potrebe, danes jo pa pijem z užitkom, tudi ko kadiš, si priznaš ali pa ne priznaš, ima kava drugačen okus, kava ga nima takrat okusa, ne samo kava, niti jedi nimajo okusa, po nekem času, ko ti nehaš kaditi, pa ko si ti to, ne vem, najprej se ti usta ščistijo, lahko si ti ribaš, ne vem, s kako zobno pasto, ampak še vedno ostane tisti nikotin obloga noter, in potem, ko nekaj rečeš, ta potica je dobra, rečeš, ta goveja juha je dobra, ta zrezek je dober, ta pečenka je dobra, ni dobra. Zagotovo vsi kadilci ne vejo, kaj je dobro, ker ga ni okusa. Danes, ko si, recimo, ko ne kadiš, veš, kaj je dobro, pa kaj je okusno, pa kaj je čist drugačni okusi so to. Ampak se pravim, jaz sem bil, da ne bi rekel, da je tisti kadilec, kaj skadi 5 cigaret, pa da tisti ne okusi, ampak jaz sem res, meni sta bile škatla pa pol, 2 škatli včasih premalo, na dan. Wow. Ja, in zdaj, kak strasten kadilec sem bil, je tudi v enem dnevu v knjigi napisano, ko sem prehodil 65 kilometrov z tistim mojim nahrbtnikom, 17 kil plus voda. Zakaj sem prehodil 65 kilometrov? Zato, ker mi je zmanjkalo cigaret. In zdaj od vseh v Španiji ni tako, kot pri nas, ko ima vsaki, ne vem, kmečki turizm, ima cigarete, vsaka gostilna, vsaka trgovina, vsaki, ne vem, zdaj že vidiš, da v papirnici lahko dobiš cigarete, tam ali je cigaret avtomat, ali pa je posebna tista tabakaljerija, ali kaj se reče, tam imajo pipe, pa tobak, pa žigalnike, pa to, tega ni ob poti, ti moraš vedeti, da to Camino, to je strjena naselja, tako tu, zdaj, če bi se odločil, da gremo mi dva zdaj od tu do Maribora, mi imamo na vsakih, ne vem, par 100 metrov imamo hišo, vse posod lahko prosimo za vodo, Tako. Tam ni, tam je pa recimo gručasto naselje, potem pa ne vem, 10 kilometrov nič, niti ni kozavca, ni pesje ute, nič, do naslednjega mesta, in ko priješ v naslednje mesto, je tam 1 ali pa 2 gostilne, in zdaj, če tam ni avtomata, če ni tabakaljerije, do naslednjega, in tako sem jaz takrat 65 km prehodil, na koncu, kako sem prišel do tistih cigaret, v eni gostilni, valjda sem videl, takoj, ko priješ noter, pa, da ni mašine, in vseeno sem te vprašal, če imajo cigarete, in oni pravi, da ima v kleti že pripravljeno, da odpelje to lastnik, ali kdo pač to, ali tobačna, ali kdo je to lastnik. In smo šla dol v klet, v garažo, je priklopil tisto mašino, da smo čakala, da se te vzpostavi, in smo metala kovance noter v tisto režo in stiskala. Je rekel, jaz ne vem, koliko še je, če je kje še kak zavojček, probajmo.
Valjda smo metala v tisto noter, ne, ko ono, ono, poker mašina, Ja, točno to. bo dalo, ne bo dalo, ne, ja, valjda, pol, ne, tam, ne vem, neke no-name cigareti, ne, tam 2 škatli sem dobil, tako da, potem pa je bil problem, ne, zdaj pa sem imel cigarete, zdaj pa ni bilo tu, v tej vasi ni bilo prenočišča, tako da sem še pol mogel iti še do Porto Marin se imenuje, tisti kraj, tam malo večji, no tam pa je bilo potem, tam sem okrog 11 prišel, tam pa je bila potem slavnostna večerja, pa cigareti, pa potem prenočišče, pa drugi dan potem naprej. Wow. Hej, ne nova predolga, še par vprašanj za konc. Če bi zdaj tvoja žena, pa jaz mislim, da vsem poslušam, mogoče z druge dimenzije, kaj bi sporočil, kaj bi povedal? Zdaj je ta moment. Ja, da pogrešamo, ne, to v prvi vrsti, ne, da v drugi pa bi se zahvalil, ne, kaj vse me je, kljub temu, da me je razvajala, ne, kaj vse me je, ne da bi se tega takrat zavedal, kaj vse me je naučila, ne, tako da, ja, ne, hvala pa to. Cool. Pa tvoj moto za življenje oziroma nekaj, kar bi dal naprej ljudem, ki grejo čez težke preizkušnje ali pa imajo celo kaj takšnega podobnega v načrtu, kad si ti opravil. Vsak prvi korak, ki ga naredimo, ne glede na zdaj na to, ali je to Camino, ne, ali je tisti korak v bolnico, ali je tisti trenutek, ko odpreš neki papir, pa je neka slaba novica, naj si bo to ne vem, diagnoza, ne vem, karkoli, vedno nekaj poiskati tisto. Vem, da je v tistem trenutku težko reči zmorem, ne? Ampak ja, ljudje smo, tudi meni, če bi nekdo rekel, ne, pred kaminom, pa pred našim kaminom, pred mojim kaminom, pa našim kaminom, če bi meni nekdo rekel, kaj me čaka, ne? Če bi nekdo bil jasno videc, pa predvidel, kaj me čaka, bi rekel, tega ne moreš preživeti, ne? Ampak da se, ne? Ljudje sploh ne vemo, česa smo sposobni, do tistega trenutka, ko te nekdo ne porine v pač, ne. In pravim, ne, vsakemu je naloženo v življenju toliko, koliko lahko prenese, hočeš, nočeš. Tu smo zato, da nosimo vsak svoj nahrbtnik, ne, eni težji, eni lažji, ampak preko slej se vsi najdemo na istem mestu. A šel še kdaj? Boš ponovil? Tudi je ena zanimiva zgodba iz Camina, ne. Zdaj, kljub temu, da sem hodil samo 19 dni, ne, meni se je dogajalo, ne, ker jaz sem hodil od jutra do večera. Ja. Meni se je dogajalo, ne, ko nekdo reče, ja, pa to si leto. Pa ne, nisem leto, jaz sem bolj užival kot nekdo, ko bo hodil 30 dni. Ne. Recimo, ne, jaz sem mogel tisti svoj nahrbtnik, jaz sem naredil približno 2800 slik, ne, fotografij na Caminu, ne, in zdaj ti veš, kaj to pomeni, ne. Nahrbtnik odložiti, se nekaj počepniti, poklekniti, vležiti, ne vem, nekam splezati, da narediš neko fotografijo, pa si ga potem spet nazaj dati, ne, pa tak par 10krat na dan, ne. Ja. In je zanimiva zgodba tam iz Camina, ne. Bil je en pater iz Brazilije, zvečer smo tam pred enim albergom sedeli, ne, in kot ponavadi, ne, se tam pogovarjaš, ne, zakaj si prišel, ne, kak je tvoj, ne, ker tako sem rekel vodoma, ne, ni dobenega, ki je prišel kar tak, ne vem. Ja. Ne. Jaz pa nisem prišel za nič, ne, si prišel, ne, z nekim namenom si prišel, ne. Eni pravijo, da te Camino pokliče, ne vem, mogoče je mene takrat tisti prvi dan poklical bolnice, ne vem.
In sedimo tam in se pogovarjamo in zdaj pride beseda na mene in povem, ne, zakaj sem jaz prišel. Potem vprašal tam, če bi še kdaj prišel, ne, in jaz sem rekel odločno, ne, ni šans. To je bil moj Camino, jaz sem ga prehodil. Nimam razloga, ne, ker verjetno bom zelo težko našel boljši razlog oziroma bil bolj motiviran ali pa za ta Camino. In to je bil moj ne. In zdaj gremo potem, tako so bile take male hiške, in gremo potem, ne vem, ura je bila že pozno, gremo vsak na svoj konec spat in mene tam iz tišine pokliče en, to je bil tudi tam z nami v skupini, je bil en, ne vem, kako se jim reče, tem pridigarjem iz Brazilije, pater ali kaj je bil, ne vem, kako se, ja, meni se zdi, da so pridigarje, ne. In me pokliče in pravi, Toni, ja, prej si rekel, tam me je zmotilo, si rekel, da ne bi več nikoli prišel Camino prehoditi, ne. Pa sem rekel, ja, ne, ker težko, da bom večji motiv našel v življenju, ko sem ga zdaj imel, ne. Pa on reče, veš, da ga boš. Pa sem rekel, ok, če ti tako praviš, ne, te pa že. In pravi, čez 15 let se boš vrnil. Ja, kot je v Mateo rekel, prij z mano, ne. In ne, sem malo jaz zdaj tuj, se čuješ na glasu, ne, in ja. Wow. Ja, in takrat sem rekel, ne, da ja, ne, bom. Hej, Toni, ful ti hvala, no, res za vse, za to tvojo energijo, iskrenost, pa za ta navdih, ki si ga prelil v to knjigo. Jaz res vsakega nagovarjam, naj si kupi en izvod, ker da dodatne volje do življenja, doda malo k smislu, res ima enkratno sporočilo, pa tudi lepo darilo je, pa krasno naslovnico. Tako da, hvala, Toni. Hvala tebi za povabilo. Ja. Se vidimo. Čau.